Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci nove epizode podcasta Mladost na kmetiji. Moje ime je Marko Mesojedec in tokrat se oglašam s Koroškem, saj sem obiskal mlado kmetovalko, ki se zelo dobro znajde med številkami. Zakaj, boste izvedeli v pogovoru s Klaro Kotnik, ki prihaja iz majhne vasice Sele v Slovenj Gradcu. Klara, lepo pozdravljena. Dober dan. Nam lahko, prosim, za začetek opišeš vašo vasico Sele? Ne zdi se pretirano velika in moram reči, da ko sem se peljal do vaše domačije, sem morda pričakoval, da bo bolj zapleteno, da se bom moral peljati čez kakšne hribe, da bom prišel do vas, ampak niste tako zelo visoko, vas ni bilo tako težko najti. Sele so v bistvu ena taka mala vasica, tudi nas prebivalcev se mi zdi, da ni nekaj prav veliko. Smo pa tek še kar razmetani, ni tek, da bi bila vas, pa skup hiše, tukaj drugod po Sloveniji, še kar značilno. Da imamo vsak svoj mir, vsak svoje površine okrog hiš. Višinska pa tudi ni, smo tam med 450 do 500 metrov nadmorske višine. Teda ja, hribčki so, ampak je pa vmes dolina. Je pa tradicija nekako, da se ukvarjate tukaj nekako s kmetijstvom, v teh vaših krajih. Ja, to bi pa rekel, da ja, še kar tak na teh pobočjih so predvsem kmetije. Zdaj, vaš priimek uradno je Kotnik, ampak ko sem zavil dol do vaše domačije, pa na tabli piše nekaj drugega. Po domače se reče pri hriberniku. Pri hriberniku, ja. To izhaja generacija nazaj že? V bistvu ne vemo izvora, verjetno je že odprej tu bilo tako, ja. Če pa pogledamo našo domačijo iz drugega hriba, se pa vidi, da v bistvu dejansko smo na vrhu enega takega hribčka. Aha, tako da od tukaj lahko izhaja. Predvidevamo, ja. Nam lahko, Klara, opišeš nekoliko bolj podrobno vašo domačijo, torej s čim se ukvarjate? Vidimo, ko sem se pripeljal, da imate veliko poslopja, veliko strojev, predvidevam, da tudi nekaj glav živine v hlevu že mora biti. Res je. Imamo 16 krav, dojili. To pomeni, da telijo in potem dojijo svoje teleta. Imamo tudi enega plemenskega bika, ki pač zadevo upravi. Je pa glavni vir dohodka na tak način očetova dopolnilna dejavnost. O kateri bomo tudi nekaj več povedali. Ja, omenila si krave dojilje, morda ne poznajo vsi tega izraza, sicer si v enem stavku že razložila. Torej, kaj to pravzaprav pomeni krave dojilje? Predvidevamo tudi glede na raznolikost oziroma na naravno pestrost tukaj v vaših koncih, da je vaša živina precej zunaj na prostem. Čez zimo so v štali, po naše v hlevu. Čez leto so pa zunj in se tam za svojimi telički pa jih pač dojijo same. Imamo pa pasmo limuzin, to bi tudi lahko izpostavila. Pasmo limuzin, Od kje pa ta pasma izhaja? Slovenska pasma? Ojoj, mislim, da ne. Malo zahecno. Ja. Že ime samo pove, da je nekako bi lahko bila tujega izvora. Ja, res je. Slovenci nimamo ravno naših domačih pasem pri kravah, veliko, oziroma pri govedu. Kako velika je vaša družina? Kdo vse živi na vaši kmetiji? Uradno smo 3 brati in sestre. Jaz, sestra Laura, brat Klemen, ata pa mama in pa naša Bica. Aha, Bica? To predvidevam, je morda to drugo ime za babico? Ja, tako je. V redu, kar nekaj takšnih in drugačnih koroških izrazov, tukaj v vašem koncu. Ja. Tudi za kravo ali za govedo kakšen poseben izraz tu v vaših koncih? Ali je preprosto rečete krava in bik? Krava pa bik, ja. Pa čoli. Čoli? Teliček. Vidiš, to pa je potem nek poseben izraz. Ja, torej 6 družinskih članov, tako grobno, če sem prav seštel. Omenila si pa že, da je glavni vir dohodka očetova dopolnilna dejavnost, nudenje kmetijskih uslug. Kaj pravzaprav zdaj se vse skriva pod tem opisom nudenje kmetijskih uslug? V bistvu čisto vse. Zdaj izpostavila bi lahko mletje sekancev, poleti baliranje, pozimi pa pluženje. Se pravi, v vseh letnih časih. Povsod se nekaj najde, ja. Se pravi, ima oče veliko te kmetijske mehanizacije in strojev, s katerimi potem lahko pomagam.
In je dovolj tega povpraševanja, da pač ljudje povprašujejo po takih storitvah, ne? Usluge se vedno rabijo, kmeti se trudijo, želijo. Mogoče oni niso sposobni toliko recimo sami, pa pač pol rabijo nekoga, da pride hitro na pomoč. Sploh, če so kakšni starejši, recimo starejše generacije, da potem lahko. Klara, ti boš letos dopolnila 23 let. Kako pa bi opisala svoje najstniška leta in odraščanje na kmetiji? Kako se jih spominjaš? Ti je bilo to delo blizu, ali ti je bilo domače, ali ti ni bilo? Kaj bi dejala? Začnimo z najstniško uporništvostjo. Zdaj neke ogromne želje, nekega ogromnega navdušenja nad kmečkimi opravili takrat ni bilo. Mogoče recimo določene zadeve, ker so mi bile super, kot naprimer, če smo šli v gozd, je prišla cela žlahta, da smo skupaj bili, skupaj delali. To je bila ena taka stvar, ko sem imela rada. Ostalo pa mi je rajš bilo kaj narobe, da ni bilo treba. Praviš, da je bila neka najstniška upornost v tebi. Si morda kdaj razmišljala, zakaj pravzaprav? Mislim, od česa je prišla ta upornost? Ne vemo, najstniki smo se najbrž vsi upirali svojim staršem v določenem obdobju, ni manj, ni bolj, ampak morda zakaj? Pa se mi zdi, da takrat to, da si kmet, da si iz kmetije, je bilo v moji glavi kot nekaj slabega. Ne vem, se mi zdi, da smo v obdobju, ko sem se odraščala, je tudi kmet bil nek slabšalni izraz. So se z tega norčevali, si bil manj ureden, nisi mogel biti dosti pameten in sploh. Da po mojem od tam izvira vse to in pa posledično cel upor do kmetovanja, do kmetije. A se ti zdi, da se je to skozi leta kaj spremenilo, čisto po tvojem občutku, po tvojem gledanju? Na srečo, ja. Bi rekla, da ja. In zdaj ni več tega, bomo rekli, ne sramo, ampak ni več tega, se je tudi tvoja razumevanja kmečkega dela najbrž spremenila v teh letih? Mislim, mentaliteta človeka se res vztrajno spreminja skozi odraščanje, tako da zdaj smo šli čisto v drugo smer, kar se tega tiče. No, dejala si, da recimo ti je bilo pa všeč, ko ste skupaj z domačimi sorodniki odhajali v gozd, pomagali, ampak katero delo pa je bilo tisto, ki ti pa nikakor ni dišalo in si se mu upirala z vsemi 4, kot radi rečemo? Torej, v mojem otroštvu mi še nismo imeli recimo krav dojeli, ampak smo 3 kravice recimo molzli za lastno porabo. In to pa iti v štalo, pa se za kravami sprehajati, je bilo pač groza in strah. Ampak recimo se danes tudi lotiš, da bi pomozla kravo na roke, če bi bilo treba? Jo, to pa zdaj ni problem. Bi ti šlo? Jo, to pa zdaj gre. Morda je že tudi danes lahko priložnost za to, ne? Čeprav so telički, ne? In sami opravijo svoje delo, ne podojijo, ampak vse glih je še morda treba. Če se vrnemo zdaj še nazaj v to srednješolsko dobo odraščanja, ti si se šolala v tujini, sicer v Celovcu, ne? Res je. In kako te je pot zanesla? Tja je bila to čisto tvoja odločitev ali kako? Čisto moja, 2 leti sigurna, gremo iz kmetije, gremo drugam, sam da pač izkusim nekaj novega, da grem v svet, da spoznam kaj drugačnega, drug svet, no. Katero smer točno srednješolsko za katero si se odločila? Hodila sem na dvojezično trgovsko akademijo, teda taka ekonomska smer, no. Ekonomska poslovna smer. Ja. Ampak potem, ko si prišla nazaj v Slovenijo, praviš, je bilo pa nekaj zapletov glede tega priznavanja, ne, stopnje izobrazbe. Zdaj, kolikor jaz to uradno vem, je v Avstriji, ko narediš to šolo, priznana 6. stopnja, medtem ko v Sloveniji se to ne priznava kot 6. stopnja. Tako da sem bila tu v Sloveniji pol s 5. stopnjo in je bilo pol spet treba nekaj nagruntati, da bi pa vseeno imela stopnjo više. Takrat je prišla pa v igro, višja strokovna šola, smer gostinstvo in turizem. In to v Velenju. Tako. In na kateri stopnji si zdaj? Na stopnji naredi diplomo čim prej. Poznamo, ampak tudi to se najbrž počasi enkrat približuje. Ja, smo že blizu, no. Ja. Me zanima še to, kje v Celovcu pa si živela in kako si se, recimo, si prihajala domov, kako pogosto, recimo? Čez teden sem bila gor, torej od ponedeljka do petka. Živela sem v Slomškovem domu v Celovcu, Mohorjeva družba. Za vikenda sem bila pa doma. Kako pa si se počutila v tujini? Mislim, si že odprej, si že znala nemško, ko si šla v srednjo šolo? Nekaj osnove, recimo smo se v osnovni šoli naučili, ostalo pa pol gor. Torej ta izkušnja v tujini ti je dobro dela, lahko rečeš, ko gledaš nazaj,
ti je veliko dala? Ja, absolutno. Človek se naučiš ne samo recimo jezika, pa tistih šolskih stvari, ampak tudi sebe spoznaš v različnih situacijah, ko si v neznanem okolju, z neznanimi ljudmi, se navajati na nove stvari. Tule pred nama na mizi stoji tudi en prav poseben križ in menda si ta križ dobila prav v Celovcu. To smo dobili pa kot nagrado ob zaključku mature, prav v našem domu. Aha. Ja, mislim, da tudi je ena izmed vzgojiteljic, ki nas je imela čez, izdelovala. Super. Omenila si že, da imaš tudi mlajšo sestro, mlajšega brata. A je tudi sestra ti sledila morda v Avstrijo? Ja, res je. Aha, tudi sestra ti sledila. Ja, leto za mano je prišla tudi ona v Celovc. Aha, no in ko ravno govorimo o sestri, sedaj se nam je za nekaj minut pridružila tudi sestra Laura. Laura, pozdravljena. Dober dan. Laura, torej tudi ti, ja, kot je zdaj povedala tvoja starejša sestra Klara, si se odločila, da si šla po njenih stopinjah v Avstrijo na isti šoli oziroma isti smeri ali kaj drugega? Ne, jaz sem šla pa na slovensko gimnazijo in sicer prvotno zaradi tega, ker imajo gor latinščino, pa sem pač že od nekdaj vedela, da bi rada šla pol naprej študirati veterino in sem mislila, da pač mi bo to pomagalo. Latinščino pa veterino pa to. Aha. In se je izkazalo za pravilno? Pa ja, Je. niki ja, niki ne. Ja, in tudi ti, potem ko si prišla nazaj v Slovenijo, ne, zdaj pa obiskuješ veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Tako je. Ti je všeč fakulteta, je potrdila tvoja pričakovanja? Ful mi je všeč, ampak moram reči, da je tudi ful težko. Ampak so pa res zadeve zanimive, tudi da te pritegne, pa da se greš polučiti, tudi če je da malo težje začeti. Laura, kako pa se ti spominjaš odraščanja torej na vaši domači kmetiji in pa predvsem te dinamike kmečkega življenja skupaj s starejšo sestro in z mlajšim bratom, kaj bi rekla? Jaz sem od nekdaj bolj tak zunanji tip. Če bo treba iti kaj v štalo, takoj, Klara je bolj gospodinja. Je pa bolj za to. Tako da, ja, bolj živali, pa narava, pa zun. Se pravi, ste si sestri malo razdelili notranje pa zunanja dela. Tako Res je, ja. Imate pa mogoče tudi vprašanje za obe, pa lahko se dopolnjujeta, še mlajši brat. Kako mu je ime? Klemen. Klemen, ja, zdaj glede na to, da smo nekje sredi tedna, seveda je v srednji šoli, ne? On obiskuje katero smer? Katero? Kmetijsko-podjetniški tehnik v Šentjurju. In tudi njega, seveda, glede na podlagi tega, katero šolo obiskuje, ga tudi veseli delo na kmetiji. To pa je definicija veselja za delo na kmetiji, po mojem, ja. Mislimo, da bo kar on pol gazda. Aha, no, torej si me že prihitela s svojim odgovorom, ne? Kdo bi recimo nadaljeval. Ja, imamo vedno ta pričakovanje, ne, da bo nekako fant ali moški prevzel, ampak pravite, da ima on res to veselje, da bi nadaljeval. Ja. Kot sem tudi že vprašal Klaro, ne, katero kmečko pravilo pa je bilo tebi najljubše, praviš, da si rada delala zunaj, torej med živalmi, ampak tako, da ti je bilo res še posebej zanimivo. Mene bo od začetka zanimivo to molža krav. Ko sem bila mala, pa sem se hotela to naučiti in potem sem se to naučila in to bo zakon. Ročna molža, ne? Da smo... Ne? Imeli smo pač, še imamo zdaj v stroj. Molzni stroj? Ja, tako da to je bilo res cool. Kako pa se čisto tako spominjate obe tega odraščanja, ker po letih ste si kar nekako, sploh vidve ste si zelo blizu po letih, ne? Klemen je mogoče kakšno leto mlajši, ampak vsegli, kako je bila ta družinska, otroška dinamika? Zanimivo. Ja, sestri kot sestri. Dosti dogodivščin in dosti kreganja tudi. Prčkanje, kjera bo kaj. Ja. Ampak danes drugače. Ja. Danes pa druga pesem. Vse tako mora biti. Ne? Ja, super. Ko si omenila, Klara, tudi ti, ne, da si imela morda bolj notranja dela, tudi Laura je to posredno omenila, za kuhalnico imaš kakšno specialiteto oziroma kaj rada recimo spečeš, skuhaš, kadar utegneš seveda?
Menda naredim ful dobro jabolčno pito. Aha, Laura, lahko potrdiš. Ja, lahko. No, super. Enkrat naredimo pa še v živo. Ja, prosim. Čeprav imamo nekaj dobrot na mizi, keksov, piškotov, ampak pita pa. Drugič pa pita, ok. Na tej točki bi se, Laura, jaz tebi zahvalil za tale kratek intermezzo, da si malo popestrila še tale pogovor s Klaro, ker vem, da te čaka še kar nekaj obveznosti, ne, tudi domačih opravil, pa tudi študijske obveznosti te kličijo, kaj ne? Tako je. Ja, hvala. Hvala vam. Hvala lepa, Laura. Ja, Klara, medva pa zdaj nadaljujeva tvojo zgodbo naprej. Nekako že si postala na pol, morda samostojna, ne samo s tem, ko si odšla v Avstrijo, v srednjo šolo, zdaj si se tudi že preselila, ne? Že tudi živiš pri fantu, ki pa ima tudi kmetijo. Čeprav si rekla, da na kmetijo ne bo šla, ampak zarečenega kruha. To že večkrat poudarjeno, se največ poje, ja. Kje pa živi on, kje je njihova kmetija? No? Njihova kmetija je pa od tu oddaljena še dodatnih 40 minut, recimo vožnje. So pa zelo više, sicer tam okrog 1000 metrov nadmorske višine. Se pravi, gremo pa že proti avstrijski. Ja, čisto pri meji z Avstrijo. Če malo pišeš pa še njihovo kmetijo, s čim so oni? Tam pa zaenkrat še starša molzete krave, prodajajo mleko. Mi pa tek počasi začenjamo s svojimi hobijami. Naprimer, kure so bile prvi projekt, da imamo svoje kure zdaj. Svoje kokoši, domače jajca. Tako. Veš, kaj me zanima, se bo potem še nekaj več o tem opisala, ampak dejala si, ta razlika v nadmorski višini. Ne? Zdaj, vaša domačija, prvotna, iz katere izhajaš, je nekoliko nižje, fantova pa na približno 1000 metrih. Najbrž je kar precej teže kmetovati na višji nadmorski višini, če lahko malo opišeš to razliko. Ja, to se pa definitivno res pozna. En tak primer trava. Tu bomo imeli, ne vem, že 3. košnjo, medtem ko bo kar mogoče prva. Pa greste recimo 2 košnji na leto, tule jih je 5-6. En tak primer so tudi recimo drevesa, rastejo počasneje in pa tudi velikožja so. Tako da pač na vsaki zadevi se kar pozna ta višina. Nekaj razlik potem zagotovo je. Ja. Kot si menila, že nekaj deloma o vajinih načrtih, da vajen prvi projekt so bile domače kokoši, svoje kokoši. Kako pa se morda v nadaljevanju vidita? Kakšne načrte, želje imata? Za prihodnost si v bistvu sploh ne upam kaj preveč razmišljati, upati, verjeti, glede na stanje, ki je trenutno v Sloveniji za slovenskega kmeta. Upanja je, želja je, kaj pa bomo pa čez čas videli. No, pa če te na tej točki lahko vprašam, pa čisto osebnem mnenju, po tvojem pogledu, zdaj vemo, da je precej se govori o kmetih, tudi sama si to že omenila. Priča smo bili tudi in smo še vedno protestom v Ljubljani, kjer kmetje opozarjate na svoj položaj. Kako ti kot mlada kmetovalka, kot mlad človek gledaš na trenutni položaj slovenskega kmeta in pa tudi na to, da se zdaj res nekako bolj glasno na vse to opozarja in tudi to ozaveščanje, da če ne bomo imeli doma pridelane hrane, ne samo za ne samo za ljudi, ki živijo na kmetijah, ampak za celotno preskrbo prebivalstva. No, kako ti gledaš ta boj v narekovajih? Žalostno. To, da ni zavedanja, koliko je dejansko kmet vreden, je res katastrofa. Bo pa očitno res moglo priti do točke, ko pač se bo zavedanje na kak drugačen način začelo dogajati. Tudi zdi se mi, da bi se že nasplošno mogla Slovenija bolj potruditi za to, da vsak kmet lahko dejansko ponudi svojo hrano slovenskemu prebivalcu, ne pa da vse odhaja v tujino, kar ustvarjamo. Ja, veliko krat slišimo, da visoko kakovostno blago, recimo tudi meso, odhaja v tujino, v Slovenijo pa prihaja cenejše iz tujine, ampak to je potem že tema za kakšno drugo. Ja. Ti si zaposlena sicer v računovodskem podjetju, ne? In tukaj najbrž ti vsa ta znanja črpaš tudi iz srednje šole in potem tudi zdaj iz fakultete, ki jo zdaj upravljaš. Kako si se znašla v računovodskem podjetju in kako potekala, kako ta preplet znanja tega, kar si usvojila na kmetiji in skozi odraščanje na kmetiji, kako ti ta znanja pridejo pravi tudi glede na to, da si upravljala to šolo, ki si jo?
Ja, zdaj do te službe oziroma študentskega dela pač iščeš nekaj dela, tu na Koroškem je bolj kot ne samo kelnarstvo, gostilne, restauracije. To je bila polomesečna taka super ponudba, no za mene se je takrat zdela super. Tudi sem si vedno želela probati nekaj takega. In potem smo se pač prijavili, sem dobila to mesto. Je pa res, recimo, znanje iz Avstrije definitivno pride prav. Tudi recimo doma delam za Atana, vodim tudi DDV obveznosti. Teda tudi tule je bilo že nekaj znanja od prej. Ja, tudi kmet mora danes zelo obvladati, ne? Tudi številke in v bistvu je na pol že tudi samostojni podjetnik. Ne? Ja, In res je. ta znanja potem najbrž ti s pridom zdaj lahko uporabiš tukaj. Je pa ena vsaka stvar, ne vem, ko se mi zdi, da se na kmetiji naučiš ta iznajdljivost oziroma da v vsaki situaciji najdeš rešitev in to se mi tudi zdi, da se kar hitro pozna v službi. Da ko pride kak problem, nisi paničen, ga znaš rešiti, najdeš rešitev. Ja, seveda. Prej si omenila še en zelo zanimiv vidik, da recimo tule na Koroškem ni za mlade morda tako veliko priložnosti, kot bi bile nekje druge, recimo v gostinstvu ali kaj podobnega, ampak vidiš pa priložnost morda za mlade, da ostanejo na podeželju, na kmetijah, da tukaj najdejo lahko svojo nišo na nek način, da lahko tukaj pridejo do svojega kruha. Po mojem ja, ampak bi absolutno potrebovali več podpore iz države in ostalih organizacij. Je tega po tvojem mnenju zdaj premalo? Ja, se mi zdi, da ja. Ja, vse skozi nekako govoriva, da je za mlade pomembno, da živijo v nekem spodbudnem okolju, najbrž že v začetku v domači družini, potem pa tudi recimo skozi društva, organizacije, ki podpirajo in zagovarjajo iste vrednote, kot jih recimo v posamični družini ali pa kot posameznik živiš. Zdaj, ti si članica društva Podeželske mladine Mežiška dolina, sta člana tudi sestra in brat? Sestra ja, brat pa še ne. Še ne, pa še brat, oziroma Ja. še ne ta čas. Kako veliko je to vaše društvo in kaj ti pomeni, da si članica? Ja, kar veliko recimo, ja, ker imamo tule na Koroškem, koliko društev pa imamo? 3 sigurno, ampak da se razporedi je še kar veliko članov na vsako društvo. Se mi zdi pa to taka super zadeva, veliko ima priložnosti, veliko imaš opcij za razvoj, tudi društvo samo kot tako ti lahko veliko kaj ponudi. Tako da se splača biti član. Imaš kakšno posebno zadolžitev znotraj društva? Trenutno ne. Je pa dela dovolj tudi znotraj društva? Tudi Ja, če ja, nimaš funkcije, delo se ne? pa vedno najde. Ja, tako. Vemo, da so vsa ta društva podeželske mladine, da so povezana v Zvezo slovenske podeželske mladine, ki letos praznuje 30 let. In vemo, da ko so take prelomnice življenjske, tako osebne kot na višjem nivoju, na nivoju društva ali organizacij, države, konec koncev, ob teh priložnostih si radi zaželimo kakšno čestitko, željo. Imaš ti kakšno posebno željo, čestitko za društvo? Čestitala bi zvezi za super delovanje do zdaj, za ves trud, ki ga vlagajo in pa zaželela, da cela Slovenija prepozna potencial, ki ga taka društva v Sloveniji imajo. Ti si že kar nekaj let članica društva, torej Mežiške Podeželske doline. mladine Mežiška dolina. Najbrž se v tem času splete veliko takšnih in drugačnih prijateljstv, pa tudi anekdot. A bi lahko delila kakšno anekdoto z našimi poslušalci, ki se je zgodila, ker vemo, da prihajate iz različnih koncev Slovenije? Ja, en tak primer je bil recimo ena koroška beseda, je repica. Repica? Ja. In zdaj to si večina ljudi po Sloveniji predstavlja čisto drugače. Pri nas to pomeni krompir. Aha, In ko smo šli mi enkrat z društvom na Gorenjsko, se mi zdi, smo tam nahecali eno skupino, da to pri nas pomeni pica s krompirjem. In se mi zdi, da oni še danes mislijo, da je to pica s krompirjem. A misliš, da bi se obnesla taka pica? Bi se? Pa po mojem ne bi bilo slabo. Mogoče Klara na mesto pika, ne? Začnem pico s krompirjem. S krompirjem, ne, morda postane hit. Pa se kdaj v okviru Zveze slovenske podeželske mladine odpravljate tudi v tujino? Si bila tudi v tujini, imaš kakšno izkušnjo od tam? Ja, letos smo bila na Finskem. To pa je eno tako, ena taka lepa dogodivščina, en tak čudovit spomin. Mislim, to bi res lahko vsak, ki ima priložnost, izkoristil
Če je opcija, se naj prijavijo, naj grejo, ker to pa ne pozabiš. Ste kaj takega videli, počeli, bila to na nek način izmenjava oziroma kako videti na terenu? Torej, nas je bilo, mislim, 12 Slovencev in pa 12 Fincev. Mi smo skupaj živeli v 2 hiškah. Skupaj kosilali, večerjali, zajtrkovali vse. Spoznavali smo tamkajšnji kraj, društva, ki jih imajo na Finskem. Običaje drug od drugega, se učili par besed. Ja. Tam je tudi veliko gozda, kaj ne? Ja. Si se naučila kakšno finsko besedo? Kitos. Kitos, hvala. Ja. Zdaj se ne spomnim kaj drugega. Drugače pa, veš, da sem se zdaj spomnil, da enkrat sem gledal nek slovar in je bil ravno finsko-slovenski. In je bila noter beseda sipuli. To je ena hrana. Kaj bi te recimo asocirala? Ravno zdaj sem se spomnil, da je beseda sipuli in če gre za eno zelenjavo, če lahko namignem, ki raste na vrtu in jo narežemo, kadar želimo, ne vem, delamo golaž, da jo prepražimo in tako naprej, kaj bi to lahko bilo? Čebula. Čebula, bravo! No, vidiš, kako nama pride prav, ne? Znanje Finščine, a ne? To bi si mislil. Če zdaj pa najbrž težak jezik, kaj ne? Ja, pa zanimiv. Zanimivo, ja, točno to. Zdaj, omenila si Finsko, torej sever Evrope in menda tudi sicer zelo rada potuješ. Kje si bila recimo na zadnje, da te je bilo tako? Zdaj na zadnje sem bila v Španiji, v mestu Alicante. Mi je pa vsako mesto za sebe res neko posebno. Ne vem, če bi se lahko točno za eno odločila, kaj tu mi je bilo najbolj všeč. Je pa res, da bolj me navdušuje narava, ko pa mesta. Aha, bolj narava. Ja. Recimo Finska je bila wow za mene, ne? Ja, torej je ostalo ta prvinskost v tebi, da si odraščala na podeželskem okolju obkrožena z naravo, ne? Ja. Zdaj sem pa res tak tip narave, človek narave, no. Ba je tudi zelo rada in veliko fotografiraš. Lahko rečeš, da si potem tudi umetniška duša po tej plati. Ja, kreativnost je tudi nekaj, kar mi fila dušo. Eden od tvojih hobijev, lahko rečeš. In fotografiranje, in risanje, in ustvarjanje testenin, na primer, je tudi recimo neka kreativna stvar. Aha, jih sama delaš doma? Ja. Oziroma, zdaj iz domačih jajc. Iz domačih jajc, ja, tako. Super. Klara, zelo prijetno se je pogovarjati s tabo, tudi s sestro Lauro, ki se nama je prej pridružila. Za konec pa še 2 čisto kratki vprašanji, ki jih zastavimo vsakemu mlademu kmetu in mlademu kmetovalcu in te prosim za eno tako kratko misel, kratko asociacijo in sicer, če bi te nekdo vprašal, zakaj je biti lepo kmet, bi rekla, biti kmet je lepo, ker živiš v naravi, ker si del narave, ker si konstantno v stiku z naravo, se mi zdi, da tudi odrasteš na drugačen način, razviješ neke druge čute do okolice. In kaj bi rekla, če bi ti nekdo rekel, mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Si je vsak dan drugačen, niti en dan ni enak drugemu. Super. Klara, lepa hvala za ta pogovor, za te iskrive in pametne in mladostne odgovore. Navihane tudi na trenutek, ne? Ti želim tebi in vsej tvoji družini vse dobro v prihodnje, ter da se ob kakšni drugi priložnosti spet srečamo. Vse dobro in srečno. Ja, hvala lepa in enako. Najlepša hvala.